Dobrodošli na naši tretji razpravi dijakov z evropskimi poslanci, če bi jaz odločal, na katerih se dijaki postavite v vlogo odločevalcev in poslancem predstavite svoje predloge ukrepov. Kot rečeno, v ciklu razprav tudi letos sodeluje vseh 8 evropskih poslancev iz Slovenije in evropski komisar. In na vsaki razpravi bomo z enim izmed njih obravnavali eno aktualno tematiko, ki ste jo dijaki izglasovali kot pomembno, aktualno in zanimivo. Danes se bomo pogovarjali o mobilnosti oziroma prometu prihodnosti, predtem pa tehnično obvestilo, tako kot zmeraj, in sicer, da se naš pogovor snema, tako da prosila vas bom, če nimate večjih zadržkov, da pustite kamere prižgane. Je za razpravo lažje in boljše, če se vidimo, če vemo, kdo predstavlja, kdo je z nami. Razumemo pa seveda tudi vaše osebne razloge, da temu morda ne bo tako. Hvala vsem že vnaprej, ki se nam boste pridružili tudi z obrazi. Mi pa gremo torej na našo razpravo. Kot rečeno, danes se bomo pogovarjali o mobilnosti oziroma prometu prihodnosti. Z nami pa je evropski poslanec dr. Klemen Grošelj. Gospod Grošelj, dobrodošli, najlepša hvala za sodelovanje. Zelo veseli smo, da ste danes z nami in da boste pokomentirali predloge dijakov na tem izredno pomembnem področju, ki pravzaprav sledi dvema predhodnima razpravama o boju proti globalnemu segrevanju in energetskim virom prihodnosti. Tako da nekaj smo že debatirali o tem, kako se obnašati v prihodnosti, danes pa nas čaka še eno pomembno področje in to je mobilnost. Tako da hvala lepa, da ste danes z nami. Razpravo bomo oziroma bo vam pričela z uvodnim moderiranim pogovorom, v katerem bova naredila en uvod v to temo, nato pa gremo na osrednji del, na predloge naših sodelujočih dijakov in dijakinj. Tako da, če ste začnemo z moderiranim pogovorom. Pripravili smo 3 vprašanja, bomo pa videli, koliko nam bo čas dopuščal, kako široki bodo tudi odgovori. Začenjava na samem začetku, in sicer vemo, da je promet eden izmed največjih virov toplogrednih plinov in je zato njegovo temeljito preoblikovanje pravzaprav ključno za doseganje ambicioznih ciljev Evropskega zelenega dogovora. Kakšna bo po vašem mnenju prihodnost mobilnosti, kako se te transformacije prometa loteva Evropska unija in kje se skrivajo največji izzivi te transformacije? Ja, lepo pozdravljam še moje imeno. Lep pozdrav iz danes izjemoma sončnega Bruslja. Se pravi, promet, kot ste rekli, pravilno ugotovili, je pravzaprav, če pogledamo poleg energetike, drugi največji onesnaževalec in največji v bistvu vir 2 pravzaprav pomembnih emisij. Prva emisija so toplogredni plini, drugo v mestih izredno pomembno in to relevantno za Slovenijo, recimo predvsem za Ljubljansko kotlino, pa tudi druga slovenska mesta, pa je, da je promet pomemben generator tako imenovanih PM10 delcev, ki so glavni onesnaževalci pravzaprav zraka v mestih. In seveda poletju imamo izziv z ozonom, to verjetno dijakinje in dijaki poznajo. Evropska unija se je tukaj tega lotila v okviru zelo, zdaj že bom rekel, kar malce razvpitega projekta zelenega prehoda oziroma Green Deala. Zdaj trenutno pri nas v parlamentu, če malce dam to politično aktualno perspektivo, smo se začeli ukvarjati s tako imenovanimi projekti vezanimi na Fit for 55 oziroma programi, zakonodajnimi projekti za prehod na 55% zmanjšanje toplogrednih plinov, izpustov toplogrednih plinov do leta 2030. Sam delam trenutno na CBAM, če vam dam tako bruselsko kratico, torej to je Carbon Border Adjustment Mechanism, in bi rekel, da zdaj nekako počasi prehajamo iz tistega, bom rekel, idealističnega faze politične razprave, ko smo se seveda vsi o vsem strinjali in vsi bili strogo za to, da pride do tega prehoda. Zdaj prihajamo pred konkretne izzive. Zdaj so stvari iz teh, bom rekel, strateških, visokih stališč prišle v konkretne, bom rekel, številke. Zdaj, ko številke govorijo, vidimo, da so zadeve bistveno bolj zahtevne in bistveno bolj kompleksne, kot se morda zdi na prvi pogled. Torej, transport, kot veste, Evropska komisija ima tukaj več pobud. Ena je trajnostna mobilnost,
druga je razvoj vseevropskega železniškega omrežja, potem so tukaj pobude za razvoj javnega potniškega prometa, vendar tukaj se zdaj vedno bolj kaže, če tako rečem, da ta model, ne, da ena rešitev rešuje vse probleme, v vseh državah članicah postaja vedno bolj očitno, da tako ne bo šlo. Države imajo zelo različne, bom rekel, različne značilnosti, recimo Slovenija, eden večjih izzivov v Sloveniji, kjer promet dejansko je drugi največji onesnaževalec, če ne celo prvi, je gotovo ta naša razpršena poselitev, ki je na eni strani ogromna prednost, ne, to je tisto, da imamo policentrični razvoj, drugo pa je seveda, kako zagotoviti, da bo ta policentričnost obstala in da ne bi recimo z temi ukrepi pripeljali do pretirane centralizacije države. Se bojim, da je nekdo na liniji, pa me mačkam moti. Okay. Ja, hvala. Ja, no, torej se pravi, to bodo izzivi, ki so pred nami, zdaj na voljo so ogromna sredstva, se pravi 1800 milijard, poleg tega so še dodatni viri iz Evropske investicijske banke in drugih, bom rekel, zasebnih virov, ampak kot sem rekel, tukaj bojo pač so relativno veliki izzivi, pred nami recimo gotovo ogromno vlaganj v železniško infrastrukturo, v javni potniški sistem, pravzaprav oblikovanje celotnega koncepta javnega potniškega sistema, kjer bomo vsekakor, bom rekel, nekako obsojeni še vedno na uporabo tudi recimo avtobusa, kako bo njihova elektrifikacija. No in da povem recimo en tak primer, sicer ni iz transporta, pa je zanimiv, ki kaže na to, pred kakšnim gromozanskim izzivom smo in zakaj jaz vedno govorim, da je to pravzaprav ta zeleni prehod neke vrste tehnološko-gospodarsko razvojna revolucija. Poglejte, če bi vsa evropska jeklarska industrija, ne, prešla iz trenutne uporabe koksa v recimo električne peči, bi potrebovali proizvodnjo električne energije na letni ravni toliko, koliko jo porabi Nemčija. In to je samo jeklarska industrija, se pravi, vsa jeklarska industrija na električnih pečeh pomeni letno dodatna količina električne energije, kot jo porabi recimo na Nemčija na letni ravni. Ne? Zdaj upam, da se nekako ustvaril sliko, o kakšnem velikem izzivu govorimo. Transport v Sloveniji tudi bo velik izziv, pravzaprav dvojen. Na eni strani veste, da smo tranzitna država in se zaradi tega deležni določenih emisij, drugo pa je seveda, da imamo tudi sami močno transportno industrijo, ki bo pač morala tudi izvesti ta prehod. In tukaj je kar nekaj, bom rekel, še neodgovorjenih vprašanj. Seveda veliko tovora bo lahko šlo na železnice, ne bo pa mogel ves iti na železnice. In seveda tukaj se postavlja ključno vprašanje, ki sem ga že malce načel, je, kje, odkot proizvodnja električne energije za zadovoljevanje vseh teh potreb, ki se postavljajo pred nas in za tem procesom elektrifikacije. Tudi prav sem nekatere predloge dijakinj in dijakov in skupni imenovalec je elektrika. Ne? Samo zdaj to elektriko bo treba proizvesti. Najlepša hvala za uvodni oris. Tudi dijaki so obravnavali, v bistvu, kje oni vidijo prihodnost mobilnosti in kaj so neki ključni izzivi in kako jih nasloviti, tako da se veselim predstavitev kasneje. Nekaj ste že povedali tudi o Sloveniji, kako se lotevati, ker nekaj izzivov je tudi pri nas. Me zanima, če je za nas smiselno, da se še naprej osredotočamo toliko na ceste in ta cestni promet, ali bi morali več naporov res vložiti v javni prevoz? Ja, gotovo. Glejte, prva zadeva, ki je pravzaprav potrebno bo poenotenje znotraj slovenske, družbe in politike, oblikovanje enotnega sistema javnega prometa. Se pravi, tukaj imamo še vedno ogromne težave, recimo že z usklajevanjem voznih redov avtobusnih podjetij pa slovenskih železnic. Ta problem še vedno ni rešen. Drugo so seveda investicije v nove proge in obnovo obstoječih prog. Tukaj sem jaz relativno zelo kritičen do potez v Sloveniji. Jaz mislim, da moramo tukaj bistveno več vlagati na eni strani tako v nosilnost. Primarno trenutno vlagamo v tako imenovano nosilnost, v nosilnost prog, se pravi tistih 20 ton osne nosilnosti na vagon, mislim, na posamezno os vagona, to je zdaj nekak standard v Sloveniji. Bistveno premalo po moje vlagamo v pretočnost. To bo en velikih izzivov, recimo, če dejansko govorim in če resno mislimo o tem, da gremo z tovornim prometom na železnice, to pomeni, da nekatere proge, ki so danes dvotirne, bodo morale postati tritirne.
nekatere enotirne bodo pa morale postati dvotirne, a ne. Potem ta celovitost razvoja, se pravi koordinacija, bo potrebna, tudi vlaganja v cesta bodo potrebna, to sem že malce načel. Poglejte, Slovenija je tako prostorsko razpršena, poselitev, da enostavno mi brez cest ne moremo, ne. Mi imamo eno največjih, bom rekel, cestnih omrežij, glede na velikost in število prebivalcev, celo bolj razvito cestno omrežje imamo, mislim, bolj razvejano kot recimo sosednja Avstrija, in to je pač posledica te naše poselitve in tega ne bomo mogli spremeniti. In žal v vsako vas in zaselek v Sloveniji ne bo mogel priti, bom rekel, vlak ali pa tramvaj ali katera druga rešitev, ne. Tako da tukaj bomo imeli to. Tisto, kar bo ključno, je to, da bo tisto, kar se bo razvijalo celovito, da bo ljudem prinašalo alternativo, ki bo za njih zanimiva tako cenovno, predvsem pa časovno. A veste, to, da mi izgubimo, ne vem, da se vi danes peljete iz Ljubljane v Kočevje po novi progi in za to porabite 4 ure, ne, od tega 2 ure čakate v Grosuplju, to verjetno ni najbolj idealna rešitev, ne. In takih problemov je v Sloveniji kar nekaj, ne. Potem recimo, ne vem, recimo proga proti Kamniku, ne, in vprašanje proge do Brnika. Recimo, mi smo eno redkih letališč v Evropi, ki nima železniške povezave, ne. In recimo v okviru reševanja vprašanja kamniške proge bi lahko tudi rešili vprašanje povezave, ne vem, brniškega letališča, pa recimo industrijske cone v Komendi, pa še javnega transporta. Ampak, se pravi, hočem poudariti, da ne bom zdaj preveč konkreten, je, da rabimo te celovite rešitve. Potem za mesta, za urbana središča, ne, kako kombinirati železnico recimo s tramvajem, z avtobusnim prometom, ali iti v, bom rekel, elektrifikacijo avtobusov ali ne, ali jih recimo iti v neke variante rešitev za trolejbusi, recimo, ki so bili že tudi znani. Tako da tukaj je kar pred Slovenijo kar veliko izzivov, se pa bojim, da na nekaterih stvareh enostavno nimamo celovitih rešitev, in tukaj sem že omenil recimo to kočevsko progo, kjer smo najprej progo modernizirali, zdaj bomo pa modernizirali še ključno postajo v Grosupljem, ki bo omogočila, da bo nekega dne ta proga bolj operativna, ne. In tukaj je veliko teh zadev in pa seveda potem to je pa neposredno vezano na to, kakšen bo naš elektroenergetski sistem, ki bo moral vse to, bom rekel, podpirati z viri energije, ne. In to se bo ta razprava, upam, odprla tudi v kontekstu prihajajočih razprav o NEK2, ki so odkrito povedano. In zagotovo bomo tudi kakšno o teh alternativah rekli še v prihodnjem času tega našega druženja, ker so dijaki pripravili ogromno predlogov, tudi kar nekaj takih, ki ste jih že pravkar omenili. Še zadnje vprašanje na hitro, pa vendar nič manj pomembno za to revolucijo, ki jo omenjamo, ne, v prometnem sektorju bodo potrebne predvsem spremembe v glavah ljudi, v glavah vseh nas. Kako te spremembe miselnosti spodbuditi in kako realen je sploh ob sedanjih recimo navadah prehod na souporabo? Glejte, jaz bom tukaj zelo odkrit, ne. Zdaj imamo bom rekel, tehnološke izzive, katere sem že nekatere malo navedel, pa imamo potem infrastrukturne izzive, seveda imamo pa potem ta človeški dejavnik. Zdaj jaz tukaj mislim, da mogoče komisija, in to sem tudi že v nekaterih razpravah izpostavil, mi malce podcenjujemo en učinek te naše avtomobilnosti pa mobilnosti, a ne. Ta občutek svobode posameznika, ne, recimo jaz odkrito priznam, da rad vozim, ne, in rad vozim tudi daleč, tudi do Strasbourga, Bruslja, če je treba, in tukaj imamo ta občutek svobode, a ne. To je nekaj, kar je, bom rekel, čisto čustveno, čisto individualno, in jaz se bojim, da ljudje se ne bodo tako zelo zlahka in radi tej svobodi odpovedali, zato ker pravzaprav to, kar imamo danes civilizacijsko gledano, ne, če se nekoč porabil za neko pot 2 dni ježe, je to danes praktično z avtom 1 uro, ne. A se bomo mi zdaj temu vsemu odpovedali? Jaz mislim, da ne. Tisto, kar bo treba dejansko narediti, je seveda postopno zmanjševanje uporabe, bom rekel, vozil in te individualne uporabe vozil, ampak da bi se popolnoma odpovedali tem, bom rekel, tem individualnim, ker treba biti zelo odkrit, ne. Ljudje, mi, tudi jaz osebno to priznavam, sprejemamo kot avto, kot neke vrste tudi osebno svoboščino, neko svobodo, ki jo daje to mobilnost, da greš, ne vem, tja, kamor si že zaželiš, in ali bomo ta preskok dosegli, tukaj jaz moram priznati, nisem tako zelo optimist, kot so morda nekateri moji kolegi bolj z zelenega pola politične sfere in z levega pola politične sfere, tukaj sem mogoče malce bolj zadržan. Gotovo je, da bomo, in tudi jaz to sam počnem, če se le da, uporabljam javni potniški promet,
ampak v nekaterih primerih pa seveda še vedno bo ostal ta avto, ne, in ki bo elektrificiran, lahko bo na vodikove celice, mogoče bo na vodik, ne, ampak bo še vedno nekako povezan s tem to individualno percepcijo svobode. In to nekako tudi skladno z mojim liberalnim razmišljanjem, na žalost, ali pa na srečo, kako vzamete. Ja, jaz mislim, da bodo mladi in tej, ki ste danes z nami, in širša skupina mladih, tisti, ki bodo, upajmo, gonilo teh sprememb in miselnosti, tako da bodo začrtali pot za prihodnje generacije. Ja, seveda je pa možno, sem je že toliko star, da pač temu ne sledim več, to je možno. Ampak odkrito sem povedal, kaj mislim. To je za politika sicer nevarno, ampak okej. Bomo videli, kako bo uspel mladim to spremembo speljati, in pa bomo dobili odgovor tudi na to vprašanje. Hvala za ta vsebinski oris in pravzaprav uvod v predloge dijakov. Dijaki so, kot rečeno, v predlogih obravnavali kar nekaj teh komponent, ki ste jih že omenili. Pripravili ste res dijaki raznolike predloge, odlične predloge na področju razvoja mobilnosti, na področju mobilnosti posameznika in tudi na področju industrijskega transporta. Tako da se veselim, da gremo skozi vaše predloge. Zdaj, na kakšen način bomo to storili? Razdelila sem vas tako kot vedno v 3 skupine, po 3 šole. Tako da torej 3 šole predstavite svoje predloge, nato sledi poslančev komentar v dolžini približno 5 minut, potem pa spet naslednji sklop, komentar in še zadnji sklop in komentar. Jaz vas bom vsakič poklicala k besedi, vi si vklopite mikrofon, vklopite prosim takrat kamero in ko zaključite, mikrofon tudi izklopite. Če imate kakšno repliko, še posebej potem na poslančev komentar, mi dajte to napisati v pogovor, tamle imam en problemček. Vam dam besedo in eno repliko, kot rečeno, dovoljuje čas, vse ostalo pa potem naslovimo na koncu debate, če nam čas ostane. V vsakem primeru pa dajte komentarje zapisati v chat, tako da tudi tam ostanejo, jih tudi poslanec vidi. Mogoče še to, preden gremo na predloge, za danes nam je predloge poslalo kar 17 šol, ker pa seveda smo s časom omejeni, jih vsakič predstavi 9 šol, tako da vse ostale predloge vam potem dr. Grošelj pošljemo tudi na mail, da imate v bistvu cel ta nabor, kaj so dijaki pripravili. Mi gremo na našo prvo skupino. Razdelila sem vas mičken po tematikah, mičken pa tudi naključno, zato ker ste res široko šli v te predloge. Zdaj, prvi skupini je skupno to, da se vsi sprašujete o razvoju mobilnosti, o tem, kaj je pravzaprav, kam naj gre razvoj v prihodnje in kako naj razvijamo neke pametne skupnosti, pametna mesta na področju mobilnosti. Tako da k prvi predstavitvi bom prosila in povabila Gimnazijo Bežigrad. Izvolite, oder je vaš. Ja, lep pozdrav, se slišimo? Slišimo, Lara živi. Super, sem Lara in bom predstavila predloge Gimnazije Bežigrad. Torej, mobilnost je eden izmed pomembnejših aspektov, katerega moramo upoštevati pri oblikovanju naše skupne prihodnosti. Je namreč eden glavnih človeških faktorjev, ki pripomore k širjenju globalnega segrevanja in podnebnih sprememb na splošno. Ta tematika pa se tesno povezuje tudi z obema dosedanjima razpravama, ki smo jih imeli, in sicer na temi najprej energetskih virov prihodnosti in vsekakor tudi boja proti globalnemu segrevanju. Na Gimnaziji Bežigrad se nam razmišljanje o transportu prihodnosti zdi izrednega pomena, zato nam je v čast, da lahko z vami danes delimo svoje predloge, ki pa so naslednji. Torej, količine CO2, ki jih izpuščajo predvsem osebni avtomobili, so zelo zaskrbljujoče. Zdi se nam, da je uvedba električnih vozil korak v pravo smer, vendar mora biti ta energija pridobljena iz obnovljivih virov, kot so na primer sončna ali vetrna energija. Vredno je tudi omeniti, da moramo biti pri proizvodnji električnih avtomobilov zelo previdni, saj so ti izdelani iz zelo redkih elementov, ki jih najdemo pod zemeljskim površjem, torej je njihova pridobitev odvisna od rudarjenja. Odpadke in razne baterije, ki so uporabljene, pa je potrebno pravilno zavreči in reciklirati. No, pomembne pa so tudi investicije v trajnostno mobilnost, ki spodbuja kolesarjenje ter hojo in seveda javni potniški promet.
K uresničevanju našega načela trajnostne mobilnosti bi pripomoglo usmerjanje v koncept 15-minutnega mesta, kjer je omogočen dostop do vseh pomembnih storitev peš ali s kolesom v okviru 15 minut. Prehod k tej viziji bi olajšalo tudi večje število razpoložljivih javnih e-koles in e-skirojev. Poleg tega menimo, da bi se morala razširiti mreža javnega potniškega prometa tako znotraj mest, kot tudi pri povezovanju mest znotraj države. Z investicijami EU bi javni promet sčasoma lahko postal brezplačen za vse prebivalce, kar bi ga spremenilo v bolj privlačno izbiro kot osebni avtomobil. Hkrati pa ne smemo pozabiti, da bi morala nova mreža javnega potniškega prometa upoštevati načela zelene prihodnosti, kar pomeni, da bi vsa vozila delovala na trajnostna, obnovljiva, nizkoogljična goriva ali pa elektriko. No, eden izmed ključnih korakov je tudi posodobitev železniškega prometa. Menimo, da bi se preusmeritve v prometu morale osredotočati tudi na modernizacijo vlakov in železnic, tako da bi ta oblika prometa postala bolj obširna in učinkovita. Dober korak na poti k temu je na primer Green Rail Investment Platform, ki je projekt Evropske investicijske banke, ki podpira naložbe povezane z reševanjem izzivov razogljičenja, s širitvijo elektrifikacije in z uvajanjem novih tehnologij. Na ta način bi železnice postale zeleno prevozno sredstvo, na katere bi se preusmeril lahko tudi tovorni promet, nadomestile pa bi lahko kratke letalske povezave. Pomembna vloga v EU na tem mestu bi bila razširitev lažje dostopnega in hitrejšega železniškega prometa, ki bi učinkovito povezoval vse države članice. Mednarodne emisije EU iz plovbe in letalstva pa so se od leta 1990 povečale za več kot 50%. Zato je zagotovo nujen korak naprej na področju brezemisijskih različic teh dveh vrst prometa. Možna rešitev tu bi bila uvajanje potniških letal na vodik, ki bi jih poganjal motor, prilagojen tako, da v njem gori tekoči vodik, ali pa bi šlo za električna letala gnana preko vodikovih celic. Torej, EU bi si morala prizadevati za trajnosten evropski prometni sistem, ki bi temeljil na prilagodljivosti, najnovejših tehnoloških napredkih in strmenju proti brezogljični prihodnosti. Tako, hvala. Najlepša hvala, Lara, za super pripravljene predloge in tudi za zelo zanimiv predlog koncepta 15-minutnega mesta. Hvala lepa za vaš prispevek. Naslednjo pa k predstavitvi vabim Srednjo šolo Slovenska Bistrica. Danes sta z nami Zala in mislim, da Eva, vabljeni k predstavitvi. Pozdravljeni, sva Eva in Zala, prihajamo pa iz Srednje šole Slovenska Bistrica. Danes vam bomo predstavili naš predlog o temi promet prihodnosti. Število vozil na cestiščih se vsakoletno strmo povečuje. S tem se veča tudi število zastojev, prav tako pa trpi naše ozračje. Trendi prometa v prihodnosti zagotovo slonijo na pospešni digitalizaciji vozil in uvajanju alternativnih virov pogonske energije. Predlagamo čimprejšnjo implementacijo sistemov V2V oziroma Vehicle to Vehicle, s pomočjo katerega se bodo avtomobili medsebojno sporazumevali, in pa V2I oziroma Vehicle to Infrastructure, s katerim se avtomobili sporazumevajo z infrastrukturo. Večja avtonomnost vozil bo skrajšala potovalne čase, ceste bodo manj obremenjene, pričakujemo pa lahko tudi manj nesreč. Fosilno gorivo kot pogonsko energijo bo potrebno v kratkem opustiti. Hkrati pa se moramo zavedati dejstva, da litijeve baterije niso celovita rešitev zaradi težav z reciklažo in zalogami litija. Kljub večji avtonomnosti avtomobilov bo potrebno razviti boljše sisteme javnega potniškega prometa. Predlagamo ponovno obuditev tramvajev namesto avtobusov v mestnem prometu in večje investicije v kolesarsko infrastrukturo. Tovorni promet bi s cestnega omrežja v največji možni meri preusmerili na železnice in ladijske poti. V ladijskem prometu bi se lahko s fosilnih goriv preusmerili na vodikov pogon. Hvala. Hvala, Eva, in hvala, Zala, za vajine oziroma vaše predloge. Evo, načeli smo to temo avtonomnosti vozil.
in pa ponovne uvedbe tramvajev. Najlepša hvala. K tretjemu, zadnjemu predlogu te prve skupine pa vabim Strojno šolo Ptuj. Izvolite. Lep pozdrav, se slišimo? Slišimo. Glede problematike o preveliki količini izpustov CO2, naša ekipa meni, da je za preveliko količino izpustov CO2 v ozračje v veliki meri kriv promet. Zato bi morali razmišljati o trajnostnih načinih prevoza. Eden izmed najbolj trajnostnih načinov prevoza je železniški promet, zato bi temu načinu prevoza morali posvetiti več pozornosti, saj kar se tiče toplogrednih plinov, najmanj obremenjuje okolje. K izboljšanju stanja bi prispevalo že to, da bi tovor iz pristanišč prevažali z vlaki namesto s tovornjaki. Zavedamo se, da se je nekaj tovornega prometa že preselilo na železnico, a za večji učinek bi morali to še povečati. Tako bi prihajalo do manj zastoja na avtocestah, ki jih povzročajo počasni in veliki tovornjaki. Zraven tega bi se tudi avtoceste manj obremenjevale pod težo tovornjakov. Tudi nespočiti vozniki bi povzročali manj nesreč. Vlaki bi pripomogli k manjšemu izpustu CO2 v ozračje, saj je večina vlakov električnih. Poleg vsega tega bi bil tovor dostavljen v hitrejšem času, pozimi pa bi bilo manj zamud s tovorom. Menimo, da bi na področju EU morali poskrbeti za boljše železniške povezave, najbolj pa seveda na področju Slovenije, kjer železniški promet v primerjavi z ostalimi evropskimi državami nazaduje. Menimo tudi, da precejšen problem predstavlja tudi mobilnost v mestih, saj je stalno gneča na cesti. Ker veliko ljudi živi v mestih, je tam tudi največ avtomobilov, kar pa posledično privede do zelo velikega onesnaževanja. To težavo bi poskusili reševati s tako imenovanimi pametnimi mesti. To pomeni, da bi ljudem v mestih za prevoz ponudili avtonomno vozilo, ki bi bilo povezano v celotno prometno omrežje mesta. S tem bi zmanjšali število prometnih nesreč, prekomerno hitrost, na cestah pa ne bi potrebovali prometne signalizacije, na primer semaforjev in podobno. Pridobili bi tudi na času potovanja, saj bi se število avtomobilov zmanjšalo. Učinki bi bili vidni že pri 40% uporabi teh avtonomnih avtomobilov v posameznem mestu. Ta način potovanja so poskušali že na Kitajskem, v mestu Šanghaj, v katerem je 1,8 milijona avtomobilov in skoraj da nimajo prometnih zastojev, imajo pa v primerjavi z drugimi večjimi mesti na Kitajskem čistejše okolje. Hvala. Hvala, Jure, tudi tebi za dobre predloge, ki super dopolnjujejo že prejšnji dve predstavitvi, tako na področju avtonomne vožnje, kot tudi izboljšanja železniškega omrežja. Zaključili smo našo prvo skupino, tako da, doktor Grošelj, vam predajam besedo, približno 5 minut imava časa za komentar. Vem, da je malo, ampak če ne bomo prišli čez vse. Ja, to je bilo vljudno opozorilo, da moram biti kratek, bom. Surovine plus baterije, tukaj sem si zapisal rešitev, ki jo nekako vidimo znotraj Evropskega zelenega dogovora, je krožno gospodarstvo. Pred nami je tukaj ogromno vlaganj v raziskave in razvoj, zato sem tudi osebno zelo velik zagovornik, da se mora vlagati bistveno več v raziskave in razvoj, kot je to recimo trenutno v Horizontu Evropa predvideno. Jaz mislim, da bi se ta sredstva mogla celo potrojiti, če ne celo početveriti. Zakaj surovine, kot vidimo recimo primere danes v Srbiji, kjer so se ljudje dejansko uprli novim rudnikom litija, ker to je ključna surovina danes, in pa seveda reciklaža samih baterij in tudi nekaterih drugih recimo virov obnovljivih virov, recimo kot so vetrnice, za vetrne elektrarne, recimo te so narejene iz snovi, ki niso še trenutno ki se še ne da reciklirati. Tako da tukaj recimo to je en velik izziv pred nami in to ne bi nekako reševali v okviru krožnega gospodarstva. Glede brezplačnega javnega prevoza se popolnoma strinjam, tukaj so luksemburške izkušnje zelo dobre. Tisto, kar pa sem že prej malce omenil, ključno je, da je ljudem tak prevoz zanimiv in atraktiven, ne samo z vidika stroška, ki ga tukaj pač potem ni, ampak z vidika časovne porabe. Nekako sem jaz nekje prebral, da bi morali glede na železniško omrežje v Sloveniji morali oblikovati koncept tako imenovane polurnega prihoda do ključnih teh železniških vozlišč, se pravi do Maribora, Celja, Ljubljane in pa Kopra, oziroma tudi deloma Sežane. Zdaj, modernizacija železnic, seveda EIB dela tisto, kar je skladno z usmeritvami, ki jih je postavila Evropska komisija. Eden večjih izzivov, ki je pred nami in kjer Slovenija žal trenutno ni še vključena, je seveda razvoj panevropskih hitrih železnic tretje generacije, to so te ICE-ji.
Če ste nekaj spremljali, nemške železnice so trenutno uvedle vlake, ki bodo imele hitrost do 360 km/h. Zdaj, glede na stanje slovenskih železnic, tega ne bi preveč globoko komentiral, se pravi, pred nami je ogromno vlaganj v tem pogledu, ampak to ni samo ključno, se pravi, to je tisto, kar bi nadomeščalo tako imenovane kratke zračne povezave. Tisto, kar je bolj pomembno za nas kot uporabnike, kot dnevne migrante, je seveda, da imamo zanesljiv in pa relativno hiter prevoz od našega doma do delovnega mesta. Malce omenjeno so pač letalstvo, tukaj hitre železnice. Kar se tiče ladijskega transporta, dva ključna ukrepa. Prvi ukrep je, da ladje, ko so v pristanišču, ne kurijo mazuta, ki je zelo težek osnaževalec, ne samo z vidika toplogrednih plinov, ampak da se takrat priklopijo na električno omrežje. Mislim, da v Luki Koper to že počasi uvajajo. Zdaj, z vodikom jaz se absolutno strinjam, sem tukaj, kot veste, iz fizike in kemije, je stvar hidrolize. Zdaj, kaj bo pa vir, ki bo poganjal hidrolizo? Hidroliza pa porabi kar ogromno energije in tukaj imamo kar nekaj vprašanj, na katere še nimamo odgovor. Jaz upam, da fuzija bo tista zgodba o uspehu in tukaj se zdaj trenutno raziskovalci delajo kar velike preboje naprej. Digitalizacija absolutno, tukaj je recimo prvi korak v Sloveniji, ki ga bi lahko naredili nakup vozovnic, ki je še vedno v precej klasičnih oblikah, v nekaterih primerih celo bi rekel, izvira še iz časov Ranke Avstro-Ogrske, in če bomo tukaj to digitalizirali, bo to kar velik uspeh. Glede polnjenja električnih avtomobilov, tukaj pred nami je izziv investicije v distribucijsko omrežje. Se pravi, če bo v vsaki garaži parkiran električni avtomobil in se bo ta avtomobil ponoči polnil, to pomeni veliko spremembo za elektroenergetski sistem, predvsem pa za prenosno omrežje, od večjih central električne energije do recimo transformacijskih postaj pa do vsakega uporabnika. Pametno mesto, ja, to so podobni koncepti, kot jih podpira tudi Evropska komisija. Avtonomno vozilo, jaz sem absolutno za, čeprav tukaj kar nekaj etičnih dilem, recimo kako bo to avtonomno vozilo reagiralo, ko bo pred dilemo, recimo ko bo prišlo do izredne situacije, koga zaščititi, voznika ali recimo pešca, ki gre na nezaščitenem gre preko ceste, recimo. To je ena dilem, ki se je zgodila ob nedavnih testih in kjer je prišlo potem tudi do tragičnih rezultatov, ampak to je gotovo ena od poti naprej in se strinjam s tem. Zdaj, glede transporta, absolutno prenos na železniške proge, se pravi predvsem tovornega prometa. Moramo pa tukaj vedeti, da imamo tudi koncept, ne vem, če ste že to slišali, se pravi door to door pa just in time, torej evropska, tudi slovenska industrija temeljita na zelo hitrih, zelo kratkih časovnih intervalih in pa na dostavah od vrat do vrat. Torej za velike sisteme, kot so recimo Volkswagen in podobni, to ni tolikšen izziv, ker vendarle uporabljaš zdaj železnice, se pa moramo zavedati, da naše gospodarstvo nekako hrbtenico predstavljajo mala in srednja podjetja. Torej, to so tista podjetja, ki jih vidite v svojih lokalnih skupnostih, ki jih vidimo vsak dan. In ta predstavlja recimo v Sloveniji 70% našega BDP-ja, v celotni Evropski uniji pa preko 80% BDP-ja. In tudi za njih bo potem potrebno iskati neke rešitve, ki bodo njim omogočale, da bodo še vedno ostale konkurenčne in da bodo pač ustvarjali dodano vrednost, ki je potem podlaga za vse tisto, kar mi danes pravzaprav imamo in tudi naše blagostanje. Tako da upam, da nisem bil preveč pesimističen, ampak sem mogoče en drugi malce drugačen pogled na zadevo. Hvala lepa. Jaz vem tudi, da je težko v to kratkem času toliko predlogov, pa vse te teme so zelo široke in je težko to vse priti skozi, ampak nekatere podobne predloge bomo slišali še v nadaljevanju, tako da bo morda še tam kakšna priložnost za komentar. Mi gremo torej na našo drugo skupino in prvi bodo predstavljali dijaki Gimnazije Šiška, tako da lepo vabljeni k besedi. Se sliši? Sliši, Karin, super. Torej, lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Pojem mobilnost je po mojem mnenju precej širok pojem, ki pa je najpogosteje tesno povezan tudi z naravo in onesnaževanjem, o čemer smo se malo prej že pogovarjali. Tako da o mobilnosti smo dijaki na Gimnaziji Šiška svoje ideje razvrstili v dva večja sklopa. Prvi sklop se nanaša na uvoz in izvoz dobrin iz in v Evropsko unijo. Predlagamo zmanjšanje ladijskega in letalskega tovornega prometa z uvedbo višjih carin, ki bi na ravni EU spodbudilo kupovanje dobrin izdelanih v EU. Drugi sklop pa je malo večji in se veže na vsakodnevni prevoz ljudi.
ljudi. Vemo, da se na ravni EU oglašuje trajnostna mobilnost, kot je na primer peš v šolo ali s kolesom v službo. Poleg tega pa bi tiste, ki te dejavnosti dejansko prakticirajo, nagradili z raznimi ugodnostmi, na primer popust pri servisu koles ali pri nakupu športne opreme. Poleg tega bi lahko namesto kratkih letalskih povezav spodbudili razvoj in modernizacijo železniškega prometa v Evropi, ki bi omogočilo potovanje s hitrimi vlaki v vse dele EU. Predlagamo tudi spodbuditev uporabe javnega prevoza s subvencioniranimi vozovnicami za vse državljane EU in vlaganjem v razvoj za to potrebne infrastrukture. Prav tako pa bi lahko čimer bi omogočili na primer Slovencu, da kupi vozovnico za avtobus v Nemčiji in obratno s to enotno kartico, kar bi bilo na splošno ceneje, bolj praktično, privarčevali pa bi tudi na porabi recimo papirja. Tako da to je z moje strani vse in hvala za priložnost in pa za pozornost. Najlepša hvala tudi tebi, Karin, in vsem vam, ki ste pripravljali tele predloge, tako na področju, se pravi, industrije, kot tudi posameznikom. Naslednjo pa k predstavitvi vabim Srednjo prometno šolo Maribor. Izvolite. Dober dan, se slišimo? Slišimo. Torej, jaz sem Jan Ristič, sem dijak Srednje prometne šole Maribor in mobilnost prihodnosti je tema, ki je še posebej aktualna v povezavi z drugo pomembno problematiko, varovanje okolja. Če želimo ohraniti naš planet Zemljo s prihodnjim rodovom, se moramo v tej temi aktivno bolj posvečati. Edino izmed dolgoročnih rešitev vidimo v tem, da prilagodimo načine mobilnosti v družbi. To pomeni, da se je treba usmeriti k trajnostnim oblikam prometa. Trajnostno mobilnost, s katero omejujemo osebni motorni promet in porabo energije, je mogoče doseči na različne načine. Veseli nas, da je tudi naša lokalna skupnost že dlje časa aktivna na tem področju, kot je postopoma umirja in za promet zapirajo center mesta v Mariboru. Gradijo se nove kolesarske povezave z evropskimi sredstvi. Ter Srednja prometna šola Maribor se lahko pohvali z carsharingom in električno polnilnico za avtomobile. Naši predlogi pa so, da nujno bi bilo treba izboljšati medkrajevne povezave za javni potniški promet, saj dijaki šole menijo, da so povezave preredke, oboje za vlake in avtobuse. Izboljšati je treba motorje z notranjim zgorevanjem, na primer z boljšimi katalizatorji, z novimi in okolju prijaznimi serijami motorjev nasploh. Različne deležnike pa je treba bolj spodbujati k uporabi e-koles in e-skirojev, saj se lahko skiroji polnijo vsepovsod in za večino elektronskih koles moraš poganjati, da napolniš baterijo. Slovenija ima nove vlake, ampak težava v infrastrukturi. Železnica je stara in ne omogoča, da vlaki izkoristijo vso svojo zmogljivost. Tudi vozni redi niso najboljši. Vzporedno s spodbujanjem trajnostne mobilnosti je treba pospešeno graditi tudi primerno prometno infrastrukturo. Glede letalskega prometa pa, je pa naš predlog, da bi kratke letalske lete država uporabljala, na primer diplomatskih obiskov, ali pa za dogodke povezano z dobrodelnostjo, na primer, če je sosednja država v kakšni krizi pa potrebuje pomoč. To je to, hvala za vašo pozornost. Hvala tudi tebi, Jan, za predstavitev vaših predlogov in da si z nami delil nekaj dobrih praks iz Maribora, pa tudi iz vaše šole. Hvala ti. Še zadnja v tej skupini pa bo svoj predlog predstavila Gimnazija Ormož. Vabljeni k predstavitvi. Pozdravljeni, sva Veronika Viher in Jerca Vesenjak iz Gimnazije Ormož. Predstavila vam bomo predloge naše ekipe o mobilnosti prihodnosti. Če bi odločali mi, bi zgradili še en železniški tir, promet bi tako potekal nemoteno v obe smeri. Dva vzporedna tira bi pomenila več vlakov naenkrat, to pa posledično pomeni manj tovornjakov na cestah. Tovorni promet bi tako še bolj usmerili na železnice, saj je v okolju bolj prijazno, če en vlak pelje 50 kontejnerov tovora, kot pa če teh 50 kontejnerjev pelje 50 tovornjakov. Reformirali bi tudi javni prevoz, tako da bi uvedli brezplačne vozovnice za vse, ki bi želeli izkoristiti to možnost. Prav tako bi vozovnice za javni prevoz prenesli na mobilne telefone, ki jih imamo vedno pri roki.
Tako bi javni prevoz dosti bolj približali posameznikom, ki se zanj še ne odločajo. Javni prevoz bi razširili še s podzemno železnico, s katero bi povezali kraje ob njej z večjimi urbanimi središči. Prav tako bi v mestih uvedli javna prevozna sredstva, ki bi bila tako visoka, da bi se lahko vozila nad osebnimi avtomobili, z njimi bi se javni promet izognil gneči, ker bi vozil nad njo, prav tako pa ne bi bilo zamud. Ljudi bi osveščali o negativnih vplivih prometa na njihovo zdravje in okolje. Posledično bi prebivalci sčasoma spremenili navade glede uporabe osebnih avtomobilov. Zmanjšali bi količino osebnih avtomobilov z že omenjenimi spremembami javnega prevoza, prav tako bi uvedli več dela na daljavo, kar bi pomenilo manj gneča na cestah in manj zamud. V avtomobilih bi uvedli avtomatizirani nadzor, pri tem bi se vozila v večjih križiščih sama brez semaforjev razvrstila v vrsto po pravilu, kdor prvi pride, prej pelje. Vemo, da je prihodnost prometa v elektrifikaciji, zato bi bil javni prevoz in osebni avtomobili samo na elektriko. K nakupu električnega avtomobila bi kupce pritegnili s postavljanjem polnilnih postaj, na katerih bi jih lahko uporabniki zastonj polnili. Elektrifikacija prometa bi sicer zahtevala veliko več električne energije, ki bi jo pridobivali z elektrarnami, ki ne proizvajajo ogljikovega dioksida oziroma nimajo škodljivega vpliva na okolje. Država bi morala finančno pospeševati car sharing. V gospodinjstvih bi tako imeli kakšen avto manj, kar bi posledično pomenilo manjšo prometno obremenitev in manjše emisije v ozračje. Ustvarili bi tudi aplikacijo, s katero bi lahko izboljšali avto oziroma izbrali avto v neposredni bližini, ki ga želiš in čas, za katerega bi ga potreboval. Nato bi se usedel vanj in odpeljal. Tak režim bi bil podoben najemu avtomobila. Postavili bi več postaj za izposojo koles in električnih skirojev. Izboljšali bi infrastrukturo na področju kolesarstva, pri čemer bi se osredotočili predvsem na izgradnjo kolesarskih poti. Uredili bi več območij brez individualnega prometa, kar bi bilo najbolj smiselno v mestih. Pred mesti bi zgradili parkirišča, od koder bi pot lahko nadaljevali peš z izposojenim kolesom ali pa z javnim prevozom. Ukinili bi kratke letalske povezave in jih nadomestili s hitrimi električnimi vlaki in več avtobusi. S tem bi bistveno manj onesnaževali okolje, obenem pa ne bi izgubili toliko časa. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala obema, Veronika in Jerca, za dobre in zelo raznolike predloge, kako v prihodnosti izboljšati mobilnost posameznika. Tako da hvala lepa, evo, s tem smo zaključili tudi naš drugi krog predstavitev in dr. Grošelj, beseda je spet vaša, vas vabim v komentarju. Približno 5 minut, enako kot te. Ok, hvala lepa. Ja, predlogi so zanimivi in grejo v veliki meri, bi rekel, to je zanimivo, kar zdaj opažam, je, da to, kar dijakinje in dijaki predlagate, pravzaprav tudi komisija in tudi evropske institucije pravzaprav v svojih programih že vključujejo, nekatere stvari seveda malce manj, ker so stvar, bom rekel, držav članic. Zdaj, digitalizacija, o tej še nismo nič veliko govorili, digitalizacija dejansko pomeni ogromno priložnosti, predvsem z vidika koordinacije različnih oblik javnega transporta, se pravi usklajevanje voznih redov, to je ena zadeva, ki je izredno pomembna, tako da bi recimo, ko bi recimo potovali z vlakom, imeli že naprej jasno, kdaj vas čaka recimo naslednji avtobus na vaši izstopni železniški ali avtobusni postaji. Torej, s tem je tudi povezano, bom rekel, čisto infrastrukturno izgradnje recimo potniških terminalov, nekaj podobnega naj bi se zgradilo v Ljubljani, tako imenovana Emonika, mislim, da podobne, sicer ne v takem obsegu, ampak neki podobni koncepti se bodo morali razviti tudi recimo v Kopru, Celju, Mariboru, Kranju, verjetno Novem mestu ali še kakšnem drugem slovenskem mestu. Zdaj, glede ugodnosti, jaz osebno nisem preveč velik zagovornik subvencijskih politik, ne zato, da bi bil proti njim iz kakšnih, bom rekel, ideoloških razlogov, ampak zato, ker subvencijske sheme se zelo radi in zelo hitro izrodijo v nekaj, kar postane trajno in potem se zmanjša želja po kakršnihkoli spremembah in napredku. Tako da tukaj mogoče da v začetni fazi te spodbude, potem pa vendarle z nekim jasnim časovnim okvirom, kdaj se bo to opustilo. Potem glede kolesarskih povezav, kot ve, to ste tudi so dijakinje in dijaki navedli,
Kolesarske povezave so pomemben del investicij, predvsem skozi kohezijska sredstva Evropske komisije oziroma Evropske unije. Tisto, kar mene mogoče malce pri teh kolesarskih stezah skrbi, je, da ne bomo znali popolnoma izrabiti vsega ni tega potenciala, ker kolesarske povezave imajo tudi potem ta turistični potencial, to je tudi pomembna turistična dejavnost. Tako da, ja, načeloma se zelo strinjam s tem, kar je bilo povedano, ampak če pogledamo spet, se bomo vrnili k temu, da veliko od tega zahteva, kot sem rekel, še vedno ogromno vlaganj v nove tehnologije. Recimo vodik dejansko in pa recimo fuzija predstavljata ogromen energetski potencial, ki bi spremenil marsikaj od tega, kar je zdaj bilo našteto, vendar pa realno gledano recimo te tehnologije do neke zrelosti so pred nami še kakšno desetletje, tako da recimo tisto opustitev motorja z notranjim zgorevanjem nekako leta 2035 je realno, če bomo pač imeli nadomestni vir, recimo, ki bo proizvajal zadostne količine električne energije. Ampak jaz verjamem, da z angažiranjem na tej evropski in tudi globalni ravni nam bo to tudi na koncu uspelo, da mogoče tisto, kar se zdaj zdi kot neka zelo velika futuristika ali pa celo znanstvena fantastika, bo realno možno doseči v nekem doglednem času ob seveda primernih vlaganjih v te raziskave in razvoj. Hvala lepa. In ja, v bistvu marsikater napredek, če ne skoraj vsak, ki se je zgodil, se nam je najprej zdel futurističen, tako da upajmo, da tudi te ideje, ki se nam danes zdijo take, postanejo prihodnost. Ok, gremo še na našo zadnjo skupino. 3 šole so nam še ostale, nič manj pomembne, zato ker so v zadnji skupini. Tako da bi prosila najprej Dijaški dom Antona Martina Slomška, da predstavite vaše predloge. Je kdo z nami? Samo da kamero usposobim, bom takoj. Brez problema, super. Staš, pozdravljen. Zakaj ne dela? Dela. Dobro, ok. Torej, naš predlog izhaja iz naslednjih predpostavk in dejstev o mobilnosti in prometu. Torej, prevoz ljudi in stvari prispeva pomemben delež k onesnaževanju planeta. K onesnaževanju ozračja s toplogrednimi plini prispeva več kot 50%, vsaj v Sloveniji. Globalna povezanost in gospodarstvo nakazujeta še nadaljnje naraščanje prometa, prav tako promet narašča z gospodarskim razvojem in urbanizacijo okolja. Promet k onesnaževanju okolja ne prispeva le neposredno, temveč tudi posredno. In sicer prometna in transportna infrastruktura nepovratno posegata v naravno okolje. S prometom in mobilnostjo je povezana cela vrsta drugih dejavnikov onesnaževanja, na primer hrup, smeti, stranski onesnaževalci samega prometa, na primer pridobivanje goriv, izgradnja vozil, izraba pnevmatik, odpadne nevarne tekočine in še mnogo drugih. Mobilnost je temelj sodobnega življenja, vendar temelji na popolnoma nevzdržnih okoljskih praksah. Letalski in ladijski promet, zlasti pa cestni promet, prispevajo nesorazmerno velik delež k onesnaževanju okolja, čeprav bi lahko z večjim zavedanjem o pomembnosti okolja in manjšim pehanjem za zaslužkom že marsikaj popravili s pomočjo že obstoječih tehnologij. In torej na podlagi opaženega predlagamo prvič, vzpostavitev vsakemu posamezniku dostopnega javnega prometa, na primer avtobusi, vlaki ali pa že prej omenjeni tramvaji. To bi morala postati prioriteta EU. S tem bi se pomembno zmanjšal delež prometa, namenjenega individualnemu prometu oziroma prevozu oseb v službo, šolo, po opravkih, mogoče tudi za namene osebne rekreacije. Sredstva za to bi se pa kot sedaj zagotovila s subvencioniranimi dodatnimi davki na osebna vozila ali pa splošnim davkom na podoben način, kot se plačuje zdravstveno ali pokojninsko zavarovanje. Drugič, globalna povezanost narekuje naraščajoče trende v tovornem prometu, tako po morju kot po kopnem, zaradi česar bi bilo potrebno vzpostaviti mehanizme lokalne proizvodnje. Vse, kar se da narediti in pridelati v neposredni okolici, se tam tudi naredi. Torej tisto, kar se na tak način ne more ali splača narediti, pa se pripelje po transportnih poteh, ki pa kar se najbolj da upoštevajo načela trajnosti in puščajo čim manj okoljskega odtisa, torej železnica ali pa neke zoptimizirane transportne poti,
uporaba zelene energije za transport, energetsko učinkovita transportna sredstva in tako dalje. Veliko tehnologij in energetsko učinkovitih transportnih sredstev že obstaja, veliko pa bi bilo potrebno narediti na spremembi miselnosti tako podjetij, ki bi morala dati poudarek namesto čim večjemu dobičku bi morala dati poudarek okoljski prijaznosti bolj. In tretjič, infrastruktura pomembna za mobilnost, pomembno posega tako v naravno okolje in prav tako mobilnost ljudi in stvari povzroča znatno posredno okoljsko škodo. Ker se infrastrukturi za mobilnost zaenkrat ne moremo izogniti, bi jo bilo potrebno načrtovati tako, da čim manj posega v naravno okolje, moti ljudi in živali, tako z zasedanjem življenjskega prostora kot hrupom. Hkrati pa izvesti vse postopke in vzpostaviti tehnične rešitve, ki bi kar najmanj obremenjevale okolje s sekundarnimi posledicami transporta, torej plini, delci, gume, olja, odpadne vode. Ta infrastruktura bi morala biti tudi opremljena in maksimalno izkoriščena za pridobivanje energije, zbiranje voda in podobno. Ena od preprostih rešitev je recimo cesta na pilotih, pokrita s sončnimi celicami in opremljena s prečiščevalnicami odpadnih voda. Ker je nerealno pričakovati, da se bodo sodobni ljudje odrekli mobilnosti kot temelju svojega dela, kot tudi prostega časa, je potrebno tam, kjer je to mogoče, v čim večji meri vzpostaviti delo na daljavo od doma in s tem zmanjšati potrebo po migracijah in mobilnosti, zlasti vsakodnevnih. Za druge namene je pa potrebno vzpostaviti v okolju nevtralne oblike prevoza. Zavedati se pa je potrebno, da nenehna gospodarska rast, zmanjševanje stroškov in selitev tako imenovane umazane industrije v tretji svet ni rešitev, ki bi prinesla kakšno pomembno okoljsko korist. Transportne poti in urbanizacija zahtevata svoj davek, ki pa ga je potrebno reševati pri koreninah, torej pri nas samih. Hvala. Hvala lepa, Staš, za super predstavitev in za raznolike predloge tako na področju industrijskega transporta kot tudi mobilnosti posameznika. Naslednjo pa k predstavitvi vabim oziroma naslednjega Šolski center 5, ŠC5. Pozdravljeni, sem eden izmed 3 predstavnikov ŠC5 in danes bomo predstavili svoje predloge. Kot prvi predlog smo v bistvu dali predlog, da se v večjih slovenskih mestih ponovno uvedejo električni tramvaji, kar bi s tem v bistvu olajšali prevoz po mestu in zmanjšali onesnaževanje. Kot drugi predlog smo dali davek na dodano vrednost, bi se porabil v bistvu za izboljševanje katalizatorjev, ki bodo še manj onesnaževali okolja. Torej, naprimer, ko bi kupili avtomobil, da bi se naprimer 2% od tega avtomobila prispevalo za skupni sklad za izboljševanje katalizatorjev. Sedaj predajam besedo mojemu kolegu Lanu. Eden izmed predlogov je bil še, da bi se uvedel samovozeči linijski električni avtobusi. Kar velika investicija, ampak mislim, da če bi se zadeve lotili prav, da bi bila lahko res uspešna. S tem bi pač zmanjšali tudi zamude pa zastoje na avtocestah. To bi pa pač mogli tudi več linij narediti in bi bila res velika investicija. Eden izmed predlogov je pa še bil, da se uvede več javnih električnih prevozov, naprimer električni skiroji. Lahko bi pa v bistvu tudi spodbudili vse prebivalce Slovenije, da bi začeli se več gibati, naprimer, da bi šli kar z kolesom, s kakšnimi rolerji. V bistvu lahko bi pa še eno tako atrakcijo postavili, naprimer v večjih mestih, da bi še uvedli kočije. Mislim, da to ne bi bilo slabo. To je pa to z moje strani. Predajam pa besedo Timu Tariku. Dober dan, jaz sem Tim Tarik in predlagamo tudi, da bi se razširila uporaba prevoznih sredstev na elektriko ali metan, ker bi se s tem zmanjšalo v bistvu emisije. Pa en predlog je bil isto, da bi se v mestih in med mesti zgradila podzemna železnica, ker bi se s tem ful zmanjšali prometni zamaški,
ne bi bilo več takih kolon zjutraj, pa recimo ob 3 popoldne, ko se probaš voziti domov iz centra, ko vse stoji, ko se ljudje vračajo domov iz služb, pa bi lahko v bistvu šli s to podzemno železnico in pač, tukaj na Dolgem mostu, eno tako veliko parkirišče bi bilo isto pred temo, ne, in bi samo vzel svoj avto in se pač manjšo razdaljo bi rabili z avtom se odpeljati, kar bi tudi bilo v bistvu manjša poraba teh izpušnih plinov bi bila od avtov, če bi se več ljudi vozili s temi železnicami. To je bilo pa vse iz strani naše šole. Hvala. Hvala lepa tudi vam, Tijan, Lan in Tim Tarik, da ste razmišljali o mobilnosti prihodnosti in pripravili take raznolike predloge. Mislim, da si vas bomo najbolj zapomnili po zanimivem predlogu koči. Gremo še na naš zadnji današnji predlog in sicer nam ga bodo predstavili dijaki oziroma dijakinje iz Dijaškega doma Nova Gorica. Izvolite. Pozdravljeni, moje ime je Dino in jaz bom predstavil predloge iz Dijaški dom Nova Gorica. Spravi, mi smo se pogovarjali o mobilnosti prihodnosti in proces onesnaževanja, ki ga promet danes proizvaja, moramo najprej upočasniti in sčasoma pa potem tudi povsem ustaviti. Rešitev je več. Prvo vidimo v vlaganju v javni promet, katerega bi bilo potrebno posodobiti, da bi ustrezal današnjemu hitremu načinu življenja. Predvsem v večjih mestih bi morali elektrificirati javni promet, zamenjati osebne avtomobile, velike površine, ki pa jih trenutno zasedajo parkirišča, pa bi namenili parkom in drugim zelenim površinam. Prav tako pozdravljamo tudi sistem izposoje koles v več slovenskih mestih. Drugo rešitev vidimo v pomoč podjetjem, ki razvijajo nove načine potovanja. Kot primer smo navedli podjetje Pipistrel, podjetjem, kot primer smo navedli Volkswagen in Mazda. Prevoznih sredstev z motorji, z notranjim izgorevanjem, z električnimi motorji, možno so vozili z baterijami ali z rezervoarji z vodikom, izpust, ki ga tak motor proizvede, pa je voda. Edini problem, ki ga mi vidimo tukaj, pa je v ekološko oporečenem proizvajanju baterij za takšne motorje ter za proizvodnjo vodika pri proizvodnji same elektrike. To pa bi bilo vse iz naše strani. Hvala za pozornost. Najlepša hvala tudi tebi, Dino, za predstavitev vaših predlogov. Jaz bom samo na hitro povzela, ker te je mičkeno prekinjalo, ne vem, če samo meni, ampak če še komu drugemu en kratek povzetek vaših predlogov. Se pravi, več vlaganja v javni promet, v mestih bi zamenjali osebne vozile z elektrificiranim javnim prometom, obstoječa parkirišča bi v neki meri namenili parkom in drugim zelenim površinam. Rešitev vidite tudi v pomoči podjetjem, ki razvijajo nove načine potovanja, primere ste dali Pipistrel, in podjetja, ki razvijajo čistejše motorje z notranjim izgorevanjem. In pa še vaš zadnji predlog je bil, kar smo tudi že prej slišali, elektrifikacija vozil. Tako da, Dino, hvala lepa. Oprosti, da sem zdaj ponavljala še enkrat tvoje predloge, če je še kdo slišal slabše. Tako da, to je bilo naših 9 šol. Doktor Grošelj, še za zadnji komentar, vas prosim ponovno približno 5 minut. Ja, hvala. Ja, predlogi so, kot sem rekel, že prej zanimivi in dobri. Zanimivo je, da vidim, da se kar oblikuje nek konsens, kako mladi razmišljajo in kaj izpostavljajo kot ključne prioritete. Gotovo javni promet je eden tistih ključnih, ki ga pravzaprav vsi enotno vidimo kot del rešitve. O tem sem tudi že kar dosti govoril danes. Všeč mi je, da mladi razmišljajo tudi bom rekel, sicer o pomorskem prometu v kontekstu, oziroma v nekem okviru lokalizacije proizvodnje, kjer se pravzaprav skriva načelo, ideja oziroma načelo naj onesnaževalec pač plača za onesnaženje, oziroma tisto, kar se zdaj potekajo hudi politični boji tukaj v Bruslju, je seveda, kakšna je primerna cena ogljika. Zdaj, jaz osebno sicer nisem največji zagovornik novih in višjih davkov, to moram priznati, ampak vendarle to je eno izmed ključnih vprašanj, se pravi cena ogljika.
Zdaj vemo, da vsi poslovni modeli, na katerih temelji sodobno gospodarstvo, ta ekološko-okoljski vidik relativno zanemarja, oziroma pravzaprav to ni nek strošek, pač strošek dela, strošek energije. Če pride do onesnaženja, seveda to je lahko strošek, ampak da bi pa recimo govorili o ceni ogljika kot nekem strošku, pa danes v podjetjih ni primera. Omenjeno je bilo tudi nekaj, kar je izredno pomembno, tako imenovano ogljikovo odtekanje oziroma carbon leakage. To je velik izziv, sploh v konceptu proste trgovine, kakšno imamo sedaj v Evropski uniji, od katerega pravzaprav dobrobiti črpa tudi slovensko izvozno gospodarstvo, to se je treba zavedati. To bo eden večjih izzivov. Se pravi, kako na eni strani zagotoviti, da bo ta proizvodnja, ki bo v Evropi, in to delamo tudi se veže potem na transport in tako naprej, na eni strani se pravi okoljsko sprejemljiva, na drugi strani pa ne bo povzročila izvoza umazanih industrij v tujino, v prekomorske predele sveta in potem se to vrača v obliki produktov z ladijskim in letalskim prometom in transportom nazaj v evropski prostor. To je en večjih izzivov, ki ga trenutno poskušamo nasloviti v evropskem prostoru. In to bo tudi potem v končni fazi vplivalo na konkurenčnost evropskega gospodarstva. Tako da tukaj meni je zelo všeč, da mladi razmišljate tudi o tem malce širšem kontekstu, ker se bojim, da velik del slovenske politike razmišlja bistveno ožje, kot ste danes razmišljali vi. Veseli me tudi to, da verjamete v tehnološki napredek in razvoj, to je pomembno. Moram priznati, da sem bil kar malo zaskrbljen, ko sem gledal nekatere trende v Sloveniji vezane na dogajanje, vezano na COVID in odnos do znanosti in strok na splošno. To moram reči, da me kar malce zmrazil na nekaterih točkah, tako da sem vesel, da mladi razmišljate, kar se tega tiče, bistveno bolj napredno, kot morda mnogi izmed vaših starejših sodržavljank in državljanov. Podzemna železnica, sicer dobra ideja, jaz nisem toliko kompetenten, da bi to ocenjeval. Nekje sem prebral eno analizo, da za Ljubljano se to ne bi splačalo, ampak gledano mogoče malce širše Slovenijo, morda dobra ideja za razmislek. Se pa bojim ene druge stvari, ko bi začeli to graditi, kako bi se to v Sloveniji gradilo, ker bom rekel, gradnja tunelov v Sloveniji nekako ni najbolj posrečena bila do zdaj v zgodovini, tako bomo videli, mogoče se to spremeni. Tako da bi jaz na tej točki končal. Hvala lepa za tudi ta tretji komentar predlogov in s tem smo tudi prišli čez vse današnje predloge in predstavitve. Hvala vam, dijaki, za ideje, premisleke in predloge in seveda hvala tudi vam, dr. Grošelj, za sodelovanje in komentarje. Kot rečeno, tiste predloge šol, ki jih danes niste dijaki predstavljali, oziroma vse skupaj in tiste, ki niste, bomo poslali evropskemu poslancu v ogled, tako da to ne ostane samo pri nas na mailih in računalnikih. In mislim, da res ponovno danes ste pokazali, da predstavljajo vaši predlogi en odličen premislek mladih na področju mobilnosti v prihodnosti. Dr. Grošelj je že prej izpostavil, da se v bistvu kaže nek konsenz, kako mladi razmišljate o tej mobilnosti v prihodnje in super je res, da dobimo tak nabor teh odličnih predlogov. In kot vedno, še enkrat pohvale za to, da ste aktivni državljani, da razmišljate o rešitvah na te aktualne probleme in tudi na tak način prispevate k boljši prihodnosti. Ja, vam bom dala še besedo, samo še tole o predlogih. Ne pozabite tudi vaše te predloge vnesti na platformo konference o prihodnosti Evrope, s tem dosežete širši doseg vaših idej, pokažete, kot rečeno, kako razmišljajo mladi in potem tudi te predloge, veste, da sem vam že povedala, da jih na plenarnih zasedanjih konference obravnavajo odločevalci in predstavniki državljanov na vseh ravneh odločanja. Tako da, dajte jih res prosim vnesti gor. Kot rečeno zadnjič, če imate kakšen problem pri prijavi na platformo, če ne veste, kako to poteka, dajte nas poklicati, pa vam pri tem pomagamo. Bo pa to res pomagalo razširiti doseg vaših idej. Zdaj pa še dve stvari imamo. Dr. Grošlju bom dala zaključno besedo in pa ena spominska fotografija za konec. Tako da, dr. Grošelj, lahko izbirate, kaj najprej naredimo. Fotografijo, to je najbolj pomembno.
Ja, tako, ne. Saj, če bi bili v živo, bi eno gasilsko naredili, tako pa mi to našo gasilsko izvedemo kar tukajle v online obliki. Jana bom prosila, da nas pofotografira, vas prosim, da vklopite kamere. Jan, ti pa nam sporoči, ko boš naredil fotografijo, da vemo, kdaj nadaljujemo. Lahko nadaljujemo. Pa super, hvala Jan in hvala tudi vsem, ki ste se nam pridružili na tej skupinski fotografiji za spomin. Tako, zaključna beseda, doktor Grošelj. Ja, hvala lepa. No, jaz bi tudi rad se zahvalil vsem sodelujočim dijakinjam in dijakom za te ideje. Mene zelo vedno veseli, da ko se pogovarjaš z mladimi, da je še vedno, da je prisotna ta, bi rekel, ta pozitivna energija in ta vera v boljši jutri, ker ko se človek takole znajde v teh političnih vodah, ima včasih prav take malo depresivne misli, a se bo sploh kaj spremenilo, ker potem, ko imate srečanja s temi raznimi lobisti, pa te prepričujejo v eno stran, pa v drugo stran, pa tako, pa drugače, s tistimi svojimi, in pa potem še ta, bi rekel, ta hladna bruseljska birokracija, ti potem kar malce zbije voljo do življenja. Tako da sem zelo vesel, da so te predlogi tukaj danes bili posredovani. Bi pa vas, čeprav to je zdaj za politika zelo nevarno početje, ampak vendarle, bomo imeli malo več dela, res pozval, poglejte, imate konferenco o prihodnosti Evrope, to se bo sicer končalo počasi, ampak vendarle, dajte, bodite, organizirajte se, zahtevajte od nas politikov, da tisto, kar obljubljamo, da tisto, kar od nas zahtevate, tudi dejansko uresničimo. Veste, mi to smo zdaj zelo pozorni, zdaj se danes je določil datum volitev. Dobro, jaz vam datum volitev že določen že nekaj let naprej, ampak zahtevate od nas, ne samo zato, da bomo se mi premaknili, ampak zato, ker nam je potem lažje, zagovarjati določene argumente, ko se soočamo z bolje, to, kot je bilo nekdo danes omenil, pa sedaj ne morem, mislim, da je bil dijaški dom iz Antona Slomška, ko se sooča s temi kapitalskimi interesi, tam so zadeve bistveno bolj prepričljive in ko se boriš, je v bistvu najboljše orožje, če ima za sabo mlade ljudi oziroma ljudi na splošno, ki zahtevajo, ki dajo neke predloge in potem lahko z njimi se bojuješ proti tem zelo parcialnim interesom, verjemite mi pa, so interesi zelo veliki in štejejo v milijarde in milijarde evrov. Tako da bodite aktivni, sodelujte v aktivnostih, ki organizira Evropski parlament in pa seveda zahtevajte od nas, da vam naredimo tisto, kar smo obljubili, da bomo. Hvala lepa. Hvala, doktor Grošelj, za ta super poziv k akciji, k aktivnemu državljanstvu. Res super in jaz se pridružujem. Hkrati pa hvala tudi za to nekako pozitivno noto o motivaciji in pozitivnem vzdušju, tako da mislim, da tudi nas to žene naprej in nam daje nek dodaten zagon, da to počnemo tudi dalje. Tako da res hvala še enkrat za udeležbo, vam, evropski poslanec, vam, dijakinje in dijaki in učiteljice in učitelji. Mi se naslednjič vidimo že prihodnji teden, v sredo, 16.2., takrat ob 14:00. Z nami bo evropska poslanka Romana Tomc, govorili pa bomo o spopadanju z zdaj že dolgo trajajočo pandemijo COVID-19. Tako da lep sončen dan sem še naprej, pozdravi in v vse regije in kraje, ki ste danes z nami.